Dober dan, dragi moji, vsem prisotnih. Mislim, število je 23, nas je, kar je približno tisto število, ko začenjamo. Eni se še bojo pridružili, eni bojo še odšli, prišli, tako da nekje je normalno število, je tam med 20 in 30. Torej, takole, no, zdaj bom malo utihnil, dajte vi malo utihniti svoje, dajte na mute, oziroma potem pa, da začnemo, ne. Takole, dober dan vsem skupaj, veseli me, da smo se danes na tako rekoč pred Božičem dobili in da se bomo pogovarjali. Izpolnila se mi je ena od letošnjih želj, da bi za Božič imel enega duhovnika na obisku ali župnika. To bova zdaj z gospodom Čižmanom razčistila, kaj je pravilno. Gospod Marko Čižman, se slišva? Ja, se slišva. Kaj ste, duhovnik ali župnik? Jaz sem duhovnik in župnik, namreč... Ja, oboje, ker v bistvu je stvar takale. Vsi, ki smo posvečeni, smo duhovniki. Tisti, ki pa delujemo tudi na župniji, smo pa še župniki. Ampak splošno za ljudje vsak mu rečejo župnik in to je to. Dobro. Imate, to poznate, ne, ta štos, ki ga je povedal meni moj trnovski prijatelj, župnik, je rekel, jaz imam rad župo, zato ker sem župnik. Lepo, ja, tako, ja. Kompare, ne, pa ti si štos, ne, kako se reče, za juhi posodi za juho, ne, se reče jušnik, posodi za župo se pa reče... Župnik, ja. Dobro, malo za hec, ne. Vi ste župnik v župniji Ljubljana Podutik, ne? Zdaj tamle berem, da je to posvečeno svetemu rešnemu telesu in krvi. Kaj pravzaprav to je? Ja, torej, to je mogoče, če povem malo daljšo zgodbo okrog tega, zakaj se je tudi moj predhodnik, ki je v bistvu to cerkev tudi gradil, odločil najverjetneje odločil tudi za to ime svetega rešnega telesa in krvi. Namreč, tukaj bi rekel, je po vojni, se pravi, je prišlo do v bistvu prvega poboja ujetnikov in bom rekel tudi teh, ki so bili pač po bolnišnicah, ki recimo niso prenesli dolge poti, da bi jih peljali v Kočevski Rog, in so jih pač tlele pobile na 800 ljudi, ne, zelo blizu nas, to je znotraj naše župnije, in je potem dejansko tukaj mimo cerkve, tukaj, kjer ta cerkev zdaj stoji, je v bistvu tekla dejansko krvava voda, no, tudi krave niso hotele piti in tako naprej. V glavnem, no in pač dobro, leta so minila, potem se je tukaj pač pokazala situacija, da bi to pač eno cerkev gradili in mislim, da se je moj predhodnik prav zaradi tega odločil, da bi dal pač tudi to ime svetega rešnega telesa in krvi. Čeprav gre pa v bistvu zdaj za to. Cerkev je posvečena, ja, svetemu rešnemu telesu in krvi, kar pomeni v bistvu skrivnosti svete maše. Ker Jezus je pri zadnji večeri, ko je bil zadnjič za učenci v bistvu skupaj pred smrtjo in stajenjem, ja, je v bistvu dal... Ugasneš. Pardon. Ja. Ok. Dobro, dajmo. Super, evo. Pri nas je, veste, zelo dinamično, ker je namreč problem je, ker uporabljajo za računalnik razne govorce in te zadeve in je pol to treba izklapljati pa vklapljati. Ja, da se ne vklaplja pred sam, ja. Tako da so ti Zoom kavice so včasih zelo takole dinamične, ne. Pestre, no. Ja. Tudi pri nas. Ja. Se pravi, no, ker je pa v bistvu se odločil za to skrivnost svete maše, kjer je Jezus rekel, nad kruhom to je moje telo in nad vinom to je moja kri, je pa potem tudi oblika cerkve, bi rekel, taka malo zanimiva,
ker so skoraj vse stvari v obliki kroga, ali pa če bi rekel tako, kot hostija izgledajo, ne, take okrogle, so okrogla okna, je okrogla cerkev, tako da v bistvu vse je v tej obliki. No, tako da, če pa prideš noter, bi rekel, je pa taka zelo preprosta notranjost, tako kot da bi prišel eno gorsko brunarico. Klopi so, zidovi so iz ceglov, prav iz te stare opeke, tako da, čeprav je v bistvu vse iz kamnito, zelo prijetno toplost deluje, no. Pa zdaj imamo še vklopljeno celo gretje, tako da če bi prišli vi v našo cerkev in bi pošlatali tla, so tudi tla kar tako prijetno topla, no, tako da, evo. No, vse to nameravam, da enkrat, da vas obiščemo, glede na to, da prirejate kuharske tečaje, ne, sem rekel, da vas bom vprašal, če bi naredili kak tečaj za slepe kuharje. Jaz mislim, da lahko, zakaj pa ne? Pa ne samo za kuharje, tudi za tiste, ki nimajo pojma. No, mislim, ne za kuharje, za slepe in slabovidne, ja, tako. Ja, namreč, to je pač stvar, ki se jo da kar naučiti. Veste, včasih ljudje rečejo, ja, jaz nič ne znam, pa to ne bo šlo, pa sem štorast, a ne, ampak vse se da. Najprej ponavadi naučimo ljudi, kako se reže z nožem, ne da bi gledal. To pa ne bo težko. To vam ne bo težko, vidim, ja. Se pravi, no in to je recimo ena taka umetnost, ko dejansko lahko režeš, ne da se orežeš, a ne. No, potem pa gremo v bistvu čisto na osnovne stvari. Se pravi, delamo vedno ponavadi na tečaju, naredimo tako, da skuhamo eno ali pa dve juhi, eno ali pa dve glavni jedi in eno ali dve sladici. Tako kot je v bistvu tak en dober kosil narejen, se pravi, da ima v bistvu nekaj toplega že za začetek, da juha, potem da se naješ, pa dobra sladica, s katero ponavadi lahko rešiš slabo kosilo. Veste, če je slabo kosilo, če je sladica dobra, si vse zarešil. Če pa še sladica slaba, pa vse zafrknil, ne? No, to vi kot kuhar verjetno veste, ne? Ja. Zato v glavnem moram povedati, ne, za tiste, ko ne veste, vi ste v bistvu po srednjošolski izobrazbi, a ne, ste kuhar, ne? Imate srednjo gostinsko šolo kot kuhar, ne? Ja. Kako to, da ste se odločili za kuharja? Verjetno ste v osnovni šoli ste bil dosti v gospodinstvu med puncami, doma ste kaj pacal? Ja, v bistvu je bilo tako, jaz sem pravzaprav dejansko res kar rad kaj pacal. Enkrat sem pred leti brskal, sem najdel eno mapico, kamor sem dajal svoje recepte, tako. In prvi moj recept je bil, saj danes se temu smejim, kako se skuha turška kava. Dobesedno, žličko tega, takole kuhaš, malo odstavaš, spet gor daš, malo odstavaš, premešaš, še enkrat gor in finito, ne. Se pravi, ali pa recimo, kako se skuha lipov čaj, ne, pa danes to vsak ve, kaj 2 deci vode, pa eno vrečko flikneš noter, ne. Ampak meni se je to zdelo takrat že kar veliko znanje, ne. Je pa tako, da potem z leti seveda se potem pa to znanje nabira, ne. Pač nekaj narediš, pa ti rata, pa si zapišeš, nekaj narediš, pa ti ne rata, pa si rečeš, moram drugač. In tako se potem človek izpopolnjuje, ne. To je v bistvu čar kuhne, no. No in potem sem se v bistvu jaz, pač ko je bila pač, bom rekel, ta vprašanje, kam zdaj v srednjo šolo, sem rekel, hva pa vem, kuham rad, pa dajmo, ne. No in so mi doma rekli, to bi bilo pa zanimivo. Nam doma, recimo, starši nikoli niso rekli, tega pa ne, ali pa tega pa ne smeš. Ampak recimo, jaz sem pač rekel, jaz grem na gostinsko, so mi rekli, fajn, lačen ne boš. Ja. No in to je dejansko res bilo. V kuhinji nisi nikoli lačen. Na katero gostinsko ste hodil?
Prav klele na še na ta staro gostinsko, ki je bila kle na Poljanski cesti. Namreč mi smo bili takrat kar nekaj let gostje v trgovski v bistvu šoli. Ta zgoren štuk smo imeli mi, v spodaj so li pa trgovci. No. Pol so se pa preselili, že pol, ko sem jaz prišel ven, v Fužine. Tam je potem nova šola in tako naprej. Ja. No, super. Saj imamo mi eno tukaj v knjižnici, imamo eno Demšarjevo, ko je tam bila v gostinski šoli. Zdaj tukaj mi pravi, ne, da ga je učila Sterletova Mirjam. Ja, bravo! No, tukaj imam sodelavca, ki je tudi teolog, tako kot vi, Dušan Sterle, in Mirjama je njegova žena. In je, ja. To sem zdaj dobil po četu. Ja, drži. Zelo v redu učiteljica je bila ona, taka, bom rekel, umirjena, tudi včasih malo zdravo nagajiva, tako da nas je kar veliko učila, no? Je bila taka fajna. Jaz sem imel kar rad. No, super. Potem ste šel naprej na, kaj že se temu reče, na živilsko, ne? Ja, v bistvu sem šel pravzaprav v vojsko. Namreč pri nas je bila še to, jaz sem še iz stare Jugoslavije, kot se temu reče. Saj se malo smejem, jaz sem se vedno smejal stari mami, ki je rekla, ja, to je pa bilo v bivši Jugoslaviji, ne? Pa sem jaz rekel, daj mama, no, to je bilo boh je kdaj nazaj, ne? No, zdaj pa tudi jaz lahko rečem, da sem bil še iz stare Jugoslavije. Namreč, pri nas je lahko navada, da si šel po navadi kar po srednji šoli, takrat smo bili pač fantje stari 18 let, pač v vojsko. No in jaz sem bil potem v Bosni, pa ne v kuhinji, čeprav bi rekel kot kuhar, zanimivo. Bil sem potem v pehoti, no, to je pač tisto, kar največ vojakov v glavnem gre, ker smo v glavnem potem peš hodili posod. Puško na ramo pa... Kje pa to v Bosni, v katerem kraju? V Bosni, najprej sem bil v Tuzli. Aha. To je tam, kjer je v bistvu predelovalnica soli, kamene, Tako. Pa tudi neke kemične industrije so imeli. So se pa hecali, ker je bila tam relativno tako, recimo, kdor ni bil v industriji zaposlen, je kar bolj težko tolku, no. Tako da so se potem malo hecali, so rekli, da sva Tuzla jednu kozu muzla. Da cela Tuzla eno kozo, bom rekel, mauze, ne? Ja. No, in tam v bistvu, zdaj, če greva, ne, ste diplomiral namen, takole pravi, vpliv intenzivnega kmetijstva in faktorjev okolja na vsebnost mikroelementov v prehrani. Ja. Se pravi, to ste hoteli ugotoviti, kako kmetovanje in kemične sredstva vplivajo. A ste imeli doma kmetijo, slučajno? Gospod Dušan, tole ste pa odlično povzel. V bistvu dejansko gre za to. Mene je zanimalo, recimo, zaradi tega sem se lotil. Torej, sem rekel, ali se kaj pozna. Recimo, a veste, kakšen prav, mi imamo pa doma biokmetijo. Ne? Vse samo s hlevskim gnojem, vse samo pač tako. Eni pa rečejo, mi imamo pa doma intenzivno kmetijo. Špricamo, gnojimo, se pravi z umetnimi gnojili ali pa kombiniramo. Ne? In mene je zanimalo, a se to kaj pozna pri jabolkih, ali se to kaj pozna pri zelenjavi. Recimo, ne? In predvsem, ali je kaj teh strupenih snovi, recimo tako v zelenjavi, ostane. Zdaj v bistvu, če bi rekel tako, če zelo skrajšam, recimo, če zelenjavo, recimo, tako iz intenzivne kmetijske površine analiziraš, takoj lahko ugotoviš, da so veliko šprical in veliko, bom rekel, gnojil, zato ker ima vsa ta zelenjava zelo povišano vsebnost, recimo kalcija. To je recimo taka trda snov, pa potem še kakšnih drugih kovin. Ampak te stvari niso v bistvu tako za organizem, večina od teh stvari ni nobena, tako da bi rekel,
strupena. Kalcij pravzaprav še celo rabimo, ne, ker ga rabijo kosti, rabijo ga zobe, a ne, in je to pol pač ni tak problem. Druga stvar pa je, tega pa nisem mogel ugotoviti, kaj je pa s tem recimo, če nekdo pač šprica zelenjavo in jo, a ne, ker vsako škropivo ima recimo razpadno dobo, se temu reče, ali pa karenca, ne. In če ti recimo to daš na trg, predno ta karenca pač se zgodi, je lahko zadeva tako strupena, ker strup še deluje, ne. Ampak tega v bistvu jaz nisem mogel pogruntati, ker mi smo v bistvu vse stvari sežgali in tudi od strupa ostanejo samo še elementi, ne, se pravi kovine, ne. Tako da po kovinski ali pa po elementarni strukturi v bistvu ni toliko problematična intenzivna prireja ali pa klasika. Druga stvar pa je recimo to, kar sem rekel, ne, če recimo preveč špricaš pa še strupeno recimo daš na trg, tisto pa je lahko problem, no. Akvaponika, poznate? Ja, poznam, je pa en moj kolega se je s tem ukvarjal, je bil pa biolog, je pa prav delal magisterij, najprej diplomo, potem pa magisterij iz pridelave zelenjave na vodi. Se pravi, da v bistvu lahko daš solato, recimo lahko posadiš na vato, ali pa pač bi rekel tako na eno tako podlago in potem ti zraste v bistvu tako rekoč samo na vodi, ki dodajaš pač določene mikroelemente, zelenjava, ki jo ni treba sploh niti prati, je čista. Ne? No, jaz sem mislil to, ne, da imaš ribe, ne. To je pa dodelana varianta, ko recimo ribe kakajo, zelenjava to porablja, čisti vodo in se ta zadeva dejansko tako je notranji zaprti krog, tako kot v naravi, no, če bi temu tako rekel. To imajo pa nekje na Primorskem, mislim, da celo kar dobro ufurano, pa mislim, da ste to celo lani ali predlani bili, saj nekateri. V Ljubljani, jaz sem bil v Ljubljani tukaj na Viču, sem bil pri eni. Ima to odlično upeljano zadevo, tako da je, ampak je zdaj dejansko, če greva malo na tehnologijo, je pa ta zadeva precej bolj vodna, ne, ima manj teh ostankov, bi rekel, ker je več vode. Ja, to je pa res. To je res. To je recimo tako, na tej tehnologiji se zdaj zelo veliko dela, ker v bistvu na zelo majhnem prostoru relativno veliko hrane pridobiš, no. Ja, je zanimivo, ne, ker dobiš zelenjavo in ribe istočasno, ne. Tako, ja. Imaš vse lahko na krožnik daš. Je pa zanimivo. Zelenjavo, potem pa še eno pečeno ribo. Kako se imenuje ta tehnologija? Akvaponika. Aha, hvala. Je pa zanimivo, ne, ta ženska, pri kateri sem jaz bil, je imela te svetopisemske ribe not, ne, oziroma ta, ne vem, kako se imenuje ta vrsta, ki je tudi v svetopismu omenjena. A res? Ja. No, evo. Ne. Sem šel prav gledati in je res, tam zdaj sem že pozabil, ne. Eni se reče prav Petrova riba. Ja, mogoče ne. Ja. Ne. Tako da, no in potem ste začutil klic Boga oziroma Jezusa, ali kako se temu reče. Kaj to pomeni, pravzaprav, kako to izgleda ta klic? Tole sem vprašal, ne, ta klic k Bogu oziroma kako to izgleda. Toliko slišim okrog tega in potem me je poklical, da slišal Božji klic oziroma kako se že temu reče, ne. Ja, v bistvu je dejansko to, mene so včasih, večkrat so me takole že otroci, recimo tudi spraševali, vsega župnika, kako to zgleda, kad te Bog pokliče, ne. In jaz jim vedno rečem, glejte, dejansko težko razložim. To je tak glas, recimo, ki bi rekel, tako čutiš v srcu, ni ono, da ti zdaj nekdo govori na ušesa, ne, ker če se ti zdi pol, ne boš tudi si mogoče na meji med tem, da boš znorel, ne? Ja, šizofrenija, ja. Nekako v srcu čutiš tako jasno, da si v bistvu ne moreš lagati, da to ni to, ne? In sem rekel otrokom, dokler tega ne boste doživeli, v bistvu ne boste razumeli, ko boste pa to doživeli, potem vam pa ne bo treba pojasnjevati. Ampak, če rečem zelo po domače ali pa zelo preprosto, recimo,
tam nekje, torej jaz sem drugače, bom rekel, molil sem vedno rad, kaj več pa hmaši sem tudi šel, no, pa recimo tako. No in nekako je, enkrat sem v srcu tako začutil, tako prav kaj pa, če bi šel ti za duhovnika, ne? In jaz sem se tega res ustrašil, sem rekel, joj, to pa absolutno ne, to pa sploh ni govora. Prvič, sem rekel, pa se poporočiti ne bom mogel, pa otrok ne bom mogel imeti, pa tako naprej. In se rekel, ne, sploh ne. No, potem je pa to za nekaj časa malo minil, pa spet čez par let je to, bi rekel, ta klic prišel. Tako da pri meni je to, jaz sem bil tak trdovraten človek. 10 let sem se jaz malo s tem boril, ne bi, jaz sem rekel pač, da ne bom. Ampak potem nekako tako prek dogodkov, prek ljudi, prek raznih stvari, me pa Bog kar malo omehčal, tako da sem, bi rekel, počasi potem rekel, sej pravzaprav pa je pa res, da v tem poklicu lahko veliko dobrega naredim za druge, po svoje zelo, bi rekel, tudi lahko živim eno tako polno življenje, jaz kot duhovnik, če rečem temu, vsaj zaenkrat to drži, nikoli nisem sam, ne. Ali zmeraj še na vratih, ali kdo kaj pokliče, ali te kdo kaj nuca, kdo te kaj pokrega, kdo te kaj pohvali, vse sorte je, da ne bom zdaj rekel, da so sam prijazni ljudje, veste, kakšen tudi pride, ravno dan samo en klic, recimo 10 minut je gospa, je na nekoga morala jezo strest in je pač to na župnika, ne, ampak pač le Bog pomagi, se pač zgodijo tudi take stvari, tako da, ampak tako pretežno gledano mi je pa zelo všeč to delo, ker je res pestro. Recimo, jaz v enem dnevu doživim, recimo, od otrok do odraslih, do starih, do bolnih. 2 prideta, gospod bi se poročila, se veseliš z njima, ne? Pride eden, tam je umrl. A veste, to je recimo, tako bi rekel, v enem tednu se ti obrnejo ljudje od življenja do smrti, no, dejansko res, no. Tako da veliko lepega sem doživel, pa verjamem, da še bom, so pa kdaj tudi še stvari pač tudi malo težke, ampak kje jih pa ni, Sej v vsakem stanu, v vsakem, bi rekel tako, pri vsakem človeku pride vse sorte, tudi pri vas, se na koncu se vidite, Imate nekaj lepih stvari, pa so pa tudi kakšne težke, no. Mislim, ker ta sklep, je zorel, se rekel, 1 desetletje, ali kako. Ja, drži. Se pravi, to že nekje v srednji šoli se je začelo, pa preko vojske nekako to, ne? Se je malo krepilo v vojski, je bilo kar tako, to tak lep čas je bil vojska za ta odnos z Bogom, no? Se pravi, sej vojska je čas, ki ga lahko izkoristi tudi za kako meditacijo in bravo. za poglabljanje sam vase. Mislim, je bilo določeni zadevi, so bili tako, kot ste rekel, težke, ampak si pa imel precej časa za sebe, ne? Drži. In biti duhovnik, to v bistvu pravzaprav ni poklic, to je poslanstvo, ne? Drži. Če ti je, recimo jaz včasih tako rečem, no, če je le možno, je fajn, da tisti, ki gre za duhovnika, da ima tudi rad ljudi. Kar pomeni, recimo, ne vem, primer, ko imaš še konc, ne da takoj mrkneš v župnišče, pa se zakleneš, ne, jaz sem pač svoje naredil. Ampak tudi tako, da se malo med ljudmi zadržiš, kakšno rečeš, tako ti ljudje tudi kaj povejo. In meni, recimo, če rečem temu malo šali, veliko je pa tudi res, ni treba zelo študirati knjig, da bi vedel, kaj bom pridigal, recimo, pri maši, ne. A veste, pač z ljudmi se družiš, vidiš, recimo, kaj jim je zanimivo, ali pa recimo vidiš tudi njihove preizkušnje, ali pa vidiš, kaj jim je ratal, in potem veliko tega, bom rekel, iz teh njihovih izkušenj, recimo, jaz črpam tudi, recimo, ko pač povem kakšno pridigo, ker tudi taka bolj zadane, zdaj, če nekaj filozofiraš, gre to vse nad glavo, če pa poveš iz izkušenj ljudi, ali pa tudi iz svojih izkušenj,
pa se mi zdi potem to drugačno. Drugače se to sliši. Zdaj sem se spomnil, če se malo vrnemo hrani nazaj, ne? A lahko tipizirate recimo ljudi glede na to, na kako hrano imajo radi? Pravzaprav, ja, do neke mere lahko, če pri hrani komplicira, je potem tudi sicer dosti kompliciran človek. V redu, to mi zadostuje, ne bova zdaj delali ekspertize. No, ker v bistvu nekje ste izjavili v intervjuju, da se človeku lahko tudi skozi hrano približaš. To pa absolutno. Če veš, kaj mu je všeč, pa mu to narediš, si skoraj kar njegov srce malo pridobil. Ker tudi skozi kuharske tečaje spoznavate ljudi. Ja, pa pravzaprav se jih da tudi na en tak lušten način ljudi spoznati, ker, a veste kaj, ko ti tam kuhaš pa delaš, se mnogo lažje tudi pogovarjaš. Tam ti pač beseda teče neformalno, niti treba misliti, kva si bo kdo mislil. In se spomnim recimo, evo, pred leti, ko smo recimo delali knjigo, sem veliko delal za eno fotografinjo in z eno oblikovalko. In sta prav rekle, to je pa ko psihoterapija. Kuhaš, dobro ješ, debatiraš, probleme rešuješ, mislim, super. Zdaj, diplomirali ste iz evtanazije, ne? To je bilo pa na teologiji, ja. Na teologiji, ja. Fakulteti, ja. Tako, ne. In to nekako pojmovanje evtanazije pri Petru Singerju. Ja. Takrat še verjetno ni bilo Cvitarja, Matjaža pa Trontla, kako je že ta dva sta zagovornika oziroma proti evtanaziji, ne. Vi ste pa izbral tega Petra Singerja, ki je tudi zelo zanimiva osebnost, ne. Ja, je res taka bom rekel, zanimiv, po eni strani zelo posrečen možakar, po drugi strani pa precej tak, bom rekel, kontroverzen. Namreč, zakaj sem se v bistvu njega lotil? To je en avstralski filozof, če bi temu tako rekel, ki zagovarja v bistvu evtanazijo skoraj za vse, ki niso čist v redu, pa čist zdravi. Če ti nekaj manjka, potem bi te že lahko eutanazirali, to je relativno skrajen. In jaz sem potem dejansko ga vzel prav zaradi te skrajnosti, mi je bil zanimiv in sem potem skušal v bistvu mu usporejati, pa druge recimo, ki so pa vendarle bolj za življenje, ne. Recimo, tudi mislim, da sem tudi nekaj od tegale gospoda, kako se že piše, mislim, da je res Trontel, ne, ali kako? Trontel, ja, čekajte, sem pogledal. Ta je kar tako, tudi ne samo, da je zagovornik življenja, ampak tudi dober pove. Tako, utemeljeno, ne, da sam jaz sem za življenje, ampak tudi, pač bi rekel, utemelji. Potem, namreč, kaj sem hotel v bistvu s to diplomo pravzaprav pokazati, ali pa mogoče odpreti, da stvari niso tako črno-bele prvič, in drugič, da se kakšen problem da rešiti tudi na drug način. Glejte, recimo, samo en primer bom dal, to je ena zdravnica, Elizabeth Kubler-Ross. Ona je recimo veliko delala z, temu se reče, terminalno bolnimi pacienti. To so recimo ljudje, ki so recimo na meji med življenjem in smrtjo. Zdaj eni pač grejo hiter čez, drugi se to dalj časa matrajo. In je rekla, upam si reči, glede na svoje izkušnje in pač dolgoletno delo s takimi ljudmi, da nihče ni prosil za evtanazijo, dokler je imel okrog sebe recimo ljudi, ki so za njega skrbeli, se zanimali zanj in ga imeli radi, razen če je videl, da jih pa s tem preveč obremenjuje
Pa recimo, ne, je pa nekako iz tega v bistvu, da bi njim olajšal življenje, pač potem tudi pač prosil za evtanazijo. Kar se mi zdi recimo dosti logično, no? Dosti logično razmišljanje. Ona je tako zanimivo to pojasnila. No? In je tudi ta problem, recimo, ki sem tudi se mi zdi, sem tudi noter omenil v diplomski, da evtanazija ni toliko problem tega hudega trpljenja, ker to je en del teh ljudi samo, ampak predvsem je to problem odnosov. Zato pravim, je zelo pomembno, da zdaj, ko smo še zdravi in kakor toliko v redu, da gojimo ene take, bom rekel, tople, zdrave, lepe odnose z večjim krogom ljudi, ne samo s svojimi domačimi, da včasih tudi malo, v tem smislu se malo premagamo, pa stopimo korak tako tudi pa malo včasih preko sebe, da še koga spoznamo in da gojimo z ljudmi, bi rekel, ene take v redu odnose, da nismo osamljeni, da nismo sami. To v življenju se mi zdi res zelo pomaga, da si del mreže. Nekje ste omenili ta primer brata in sestre. Se spomnite, ko gospa ni mogla umreti, dokler se ni srečala z bratom. Ja, drži, ker zelo sta se skregala. In je prav, to je pa prav v bistvu zgodba. Ker hodite v hospic, ne tudi, ne? Tako. Tudi hodim v hospic pomagati, ja. In pač so mi pripovedovali med drugim tudi to zgodbo, kako sta se pač en gospod tako je bilo. Ena gospa ni mogla umreti. So rekli, po vseh protokolih je bila ona je bila na robu smrti, ampak enostavno ni mogla umreti. In pol oni dostikrat tako recimo vprašajo, gospa, a imate kaj takega, kar bi radi še rešili? A bi radi še koga videli? A bi se radi še od koga poslovili? To recimo zelo nekako tako skušajo ponuditi. In ta je potem pa lepo povedala in rekla, ja, sva se pa z bratom na smrt usekala, že kar neki precej let nazaj in od takrat se nisva več družila in tako naprej in tako naprej. No in so potem oni preko socialne poiskali tega brata in so potem v bistvu ju pripeljali skupaj, da sta se pač pogovorila, malo tudi pojokala, in je rekla ta gospa, mislim, da tisto noč, ali v glavnem znotraj 3 dni se je potem gospa v miru poslovila. To je pomembno, ker umreti v miru je pravzaprav tudi ena milost. Vsi bomo umrli, ampak tako umreti v miru spravljen z ljudmi, pa z Bogom, pa s sabo, je to drugačen odhod. No, zdaj, če končava s to z evtanazijo, to je tema, o kateri bi lahko govorili, mogoče cel Zoom, če končavam, zdaj bom rekel, evtanazija je stališča katoliške cerkve, je problematična s tem, ker je pač človeka je Bog ustvaril in človek nima, kako ne rečem, dovoljenja ali... Da dvigne roko, ja. Da dvigne roko nad samim seboj, Ja. Pa v bistvu tudi iz tega vidika, namreč to je pravzaprav, če bi rekli, tudi cerkev nekako tako uči, da je evtanazija pravzaprav najlažja rešitev, najlažje pa človeka ubiti, da obstajajo pa seveda tudi druge oblike, ki so morda kdaj pa kdaj tudi težje ali pa dejansko so težje, ampak so možne, Zato v bistvu tako, da se tudi tega zavedamo, da recimo tudi za ostalo življenje izven recimo te tematike evtanazije, mi včasih mislimo, rešitev je samo ena. Ma ni rešitev samo ena, veliko je rešitev, Sam je treba tudi malo koga vprašati ali pa recimo tudi mogoče malo drugače pogledati, pa se kakšna stvar da rešiti tudi drugače, morda celo bolje, No, mislim, Trstenjak je pripeljal v Slovenijo logoterapijo, Frankla, in ta logoterapija je, kar se po meni tiče, ena najboljša, bi rekel, dunajska smer psihologije,
To je, da v vsakem danem trenutku iščeš pozitivno in smisel, ker tudi trpljenje in bolečina ima v bistvu neki pomena. Tako, ja. Tako. Ok, končajva zdaj s to temo. Dušan, prosti, a lahko jaz na to temo nekaj vprašam? No, dej, ajde, pa dej. Ja, dober dan. Veste, kaj me zanima? Pardon. Gospa Slavica, pritisnila ste si na tiho. Na tiho si, unmute dej. Na tihem ste, ne slišimo vas, gospa Slavica. A zdaj pa bo. Ja. Ja, ne vem. Ja, dober dan. Zanima me nekaj, ta povezava. Zadnje čase se veliko dela na paliativih, trajno bolnih. A zdaj to, ker je ta paliativa veliko bolj dodelana, gre tudi za mobilne te paliativne ekipe in tako naprej, a se bo spremenilo mogoče potem mnenje o evtanaziji na ta račun? Kaj mislite? Ja, veste kaj, jaz mislim, da je recimo, sam to, če za ostale povem, kaj je paliativa. Se pravi, gre za lajšanje bolečin v bistvu, tistim, ki so recimo bolj toliko bolni, da jih tudi boli. Ja, to je recimo ena od stvari, ki gotovo olajša ta vidik, ker če te ne boli in če recimo dokaj recimo še lahko funkcioniraš, potem v bistvu človek si pravzaprav ne želi umreti. Jaz recimo, evo bom samo en primer povedal, ene gospe, ki sem jo pač sam tudi spremljal, ker je bila pač moja faranka. Ona je pač dobila, bom rekel, vse veste, da včasih se takole začne kakšna bolezen zelo tako nedolžno. Dobila en flek, pač bom rekel, na glavi in potem so to pač preiskovali, pa operirali, pa v glavnem potem so se stvari zakomplicirale in je dejansko potem končala tudi ona v hospicu, ampak mi je bilo zanimivo. Recimo tam so ji dali pač morfija, raztopina morfija, ki ti zelo olajša ti pač te zunanje fizične bolečine, ampak zdaj to obstaja recimo taka pumpica, ki ti v bistvu dozira to. Ne, da ti kar špricnejo morfi, pa si pol čisto zadet, da ne veš zase, ampak v bistvu ta pumpica lepo avtomatsko počasi dodaja, tako da ona je bila recimo, ko sem jo jaz prišel obiskat, ni bila v hudih bolečinah, ali pa recimo tako, bolečine so ji bile recimo do vsaj večji del odvzete, je bila pa še vedno prisotna v glavi, tako da midva sva se lahko normalno pogovarjala. Se pravi, ja, to je, v to smer tudi gre, precej, in to je dobro. No. Lahko postavim vprašanje. No, izvoli. Hvala, da v teh temačnih stvari malo drugam prišli. Vi ste bili na ljubljanski teološki fakulteti, verjetno. Drži. Mariborsko, moj stric pokojni je bil duhovnik, očetov brat, in je bil prva generacija študija na mariborski teološki po vojni. Mislim, da imaš tam 51-52 leta. To hočem vprašati, kako so sploh kontakti med tema dvema fakultetama, ker to sem potem zelo opazil, da se duhovniki iz te dve fakultet niso kdo ve kaj poznali med sabo. Ja, drži. Izločeni, eni za sebe, drugi za sebe. Odlično, ja, se strinjam. Se pravi, to je bilo res. Te iste problematike, gospod Brane, sem se tudi jaz zavedal, namreč ravno pri nas se je zgodilo, ko sem jaz študiral v semenišču, da mislim, da smo bili eno leto, ne, že takoj tisto leto, ko smo mi prišli, so v Mariboru zalaufali že recimo, bom rekel, od prvega letnika naprej. Tako da sošolci moji, Štajerci, so vsi že v Maribor bili vpisani in so v Mariboru hodili na fakulteto in tudi tam stanovali. In jaz sem si takrat prav rekel, a ni to škoda, taka majhna Slovenija. In potem se zdaj še Štajerci zdaj niti poznali, da bomo vedeli drug za drugega. Tako da sem jaz dejansko poskrbel, saj pač sam sem se toliko potrudil, da sem vsako leto šel na duhovne vaje, ker so bile pa pač obvezne za bogoslovce, v Maribor.
Tako da sem se potem malo s temi fanti spoznal in tako imamo še danes kar stike. A ne? Zdaj pa v bistvu ta problem spet ni več toliko navzoč, ker je v bistvu število bogoslovcev tako padlo, da imajo vse samo v Ljubljani spet. Tako da se spet poznajo. Ne, ni več Maribora. Aha. Goran, daj ti vprašaj. Ja, lep pozdrav, gospod Marko. Jaz bi pa rada na vprašanje vprašal. Zadnje dni se dosti govori o eksorcizmu. Mene zanima vaše samo stališče, kako cirkus se je zdaj postavilo, oziroma postavilo se tako, kako je bilo rečeno v Vodaji Preverjeno, do gospoda Patra, ki je pomagal svojemu kolegu župniku, da izganja hudega hudiča, zato ker se je cepil, ker je čutil notranji nemir. Pa me zanima vaše mnenje o tem. Ja, zdaj tlele mogoče glih glede tega bi mogoče se težko zdale toliko izrekel, ker mogoče malo slabo poznam glih ta konkreten primer. A veste, težko zdaj ti človeku rečeš, kaj je v njem, pa kaj ni, ali pa kako se on počuti, pa kako se ne. Zdaj to je pač, a veste, vsak človek za sebe najbolj ve, kaj je v njem. Ta pater je bil najboljši, kar se tiče odganjanja tega hudega hudiča, tudi v Evropi znan. Ja, zdaj ga je cirkus ga zdaj odstavlja dejansko. Ne vem, če bi to poznan po kvaliteti, ampak po kvantiteti. Ja. Bi bo znan kot pa po kvaliteti. Ja. Torej, ne vem, a so ga odstavili ali ne, a veste, da tole pa res mogoče, torej nisem, to je zame mogoče malo nov podatek. Zdaj, kolikor jaz nisem bil nikoli pri njem, tako da bi spremljal njegovo delo od blizu, ampak poznam pa ljudi, ki so bili pri njem in ga pohvalijo. Tako da je v bistvu, da je tak, mislim, da ni en prenapetež, da je en tak, bo rekel, mislim, tak razumen človek, tako da jaz mislim, da, ne vem, jaz bi tukaj z oceno mogoče kar malo počakal, saj veste kaj, čas vse prinese, in vse pokaže, tako da mogoče bi vse še malo počakali, pa bomo videli, kako se bodo stvari odvijale za naprej. V redu, hvala. Okrog tega sem hotel, ko se bomo pogovarjali o teh dveh knjigah, ko ste jih prevedel, zdaj hotel sem iti nadaljevati to vašo pot, vi ste bil potem kaplan v Železnikih, bojda, Ja, drži. No, Katarina, daj se oglasi. Kaj je? No, evo. Katarina. Živjo. Živjo, Katarina. Živjo. No, se poznata. Zrasla je že, ona je bila taka majhna deklica. Še zmeraj majhna. No, evo, zdaj pa že zraslo bitjece tole, ja. Takole leta tečejo. Jaz včasih se prav ne smejim, recimo, ko kakšne svoje veroučence srečak so li taki luškani, cukrčki, mečkani, da so to že mamice, fotri z brki in ni da ni. Mislim, tako to leta tečejo, to je čudovito. Ja. Tako da lepo je videti, koliko še ga iz mladih dni se temu reče, ne? No, super. Evo, Katarina, boš kak lep spomin povedala? Jaz sem glih prej razmišljala, takrat je bil še Dular. Tako, Dular je bil župnik, ja. Ja, no, pa to je že, glih smo računali, 20-21 let. To je že res dolgo časa nazaj, to je že skoraj 20 let. Ja. Jaz sem prišel k vam leta 2000. Ja, in tak. Se pravi, to je res že dolgo nazaj, to je že skoraj malo zgodovina. Ja. 22, ja. Ja. V redu, ne bomo zdaj... Pa si predstavljate zdaj to dekle, ki je še vedno takole mladostna, še 20 let nazaj, kaj je bilo tole? To je bila kot petarda. Mlada skautinja. Ja, tako. Ja. V redu. Ko rekel, Jernej, ajde, beseda je tvoja. Hvala, Katarina. Lepo pozdravljen. Jernej, pozdravljen, ja. Ja, se spomnim na taboru Caritasomu, ste bili prisoten. Drži, ti pa zmer harmoniko zašpilaš. Ja. Ja, bravo. Ja. No, vidiš. Tako, ja, v glavnem, fajn, da se takole slišimo. Ja. Kratka,
Skratka, vidim, da slepim in slabovidnim imate tudi izkušnje, a ne? Ja, tudi Benjamina se spomnim, tudi sej ene par smo jih takole se kar vidimo na teh, recimo, ko oni imajo tako pač tabore prek Caritas tudi ene dvakrat na leto, če rata, a ne, in tako se pol kar v bistvu malo podružimo pa vidimo, no. Če le moram, jih vedno grem pogledat, no. Benjamin, kaj boš rekel? Ja, Izklopa si mikrofon. CTRL-A. Benjamin. Okay. Evo ga. evo, pozdravljeni, lep pozdrav sem skupaj, še posebej gospodu Markotu. Živijo Ja. Benjamin. Lepe spomine imam na tabor, še posebej na zimski tabor iz leta 2020, ko smo se peljali z ladjico, pa smo skupaj z gospodom Markotom igrala, jaz na harmoniko, on me je pa spremljal na kitaro. Bravo. Ta prava morska Benjamin, odlično. Ja, A ne, da? bravo. Ja. No, ja, no, zdaj smo že... So odlični moskontarji teli nekateri izmed vas. To človek sam gleda. Hvala se- lepa. Benjamina, ne, Marko igra tudi dober kitaro, ne, ker Odličen kitarist je, vrhunski, ta prav za ansambl bi bil. No, evo, hvala Benjamin. ne, ko vodite pevski zbor, kitaro igrate, ne, tam v Podutiku, Tudi ja. ne, tako malo, da je v bistvu... v glavnem, potem ste prišel pa k Komparetu v Trnovo, a ne? Ne, nasledil ste ga tudi, ali pa kdo še vmes bil pri Škofijskem Karitasu, a ne? Ja, drži. Dejansko sem ga nasledil, ja. Ne. Tako da nekako ste tudi povezani z mojim Trnovem, ne? Mislim, da po mojem vas bi tudi moj Joški še poznal, ne? Ampak dobro, zdaj on je študent, nima časa se ukvarjati. Absolutno, bi se še spomnil. Ne, tako da, kako je bilo v Trnovem? Zelo lepo. Če rečem temu tako, recimo železniki, če začnem pri železnikih, so mi bili zanimivi, izredno živahni otroci, družine tudi, ki niso imele samo enega otroka, ampak več. Tako bi rekel, ljudje, ki radi živijo. To je bilo dejansko tako, bi rekel, energija na polno. Recimo, mi je bilo zanimivo, ko sem prišel v Ljubljano, v Trnovo, sem se pozanimal pa pri kaplanu prejšnjem, sem rekel, ti kakšni so pa kaj klele otroci pa to. Je rekel, mirni, pridni, jaz sem mislil, da se heca. Ampak res so bili, mislim, pridni, mirni, ne. Tako da bom rekel, je bila razlika, absolutno, vsaka župnija je malo drugačna. Recimo, bom rekel, se pravi, železniki, super, narava, fajn ljudje, Ljubljana, so li pa malo bolj nobel ljudje, ampak tudi izredno simpatični in bom rekel, recimo, mi je bilo pri njih milo pa to recimo všeč, da so znali tudi pohvaliti, ampak tudi, če kaj ni bilo v redu, so pa tudi znali kar direkt povedati. Ne ono, da so bili nesramni, niso bili nesramni, ampak so bili pa dovolj jasni, da si vedel, kaj hočejo ali pa kaj pogrešajo ali pa česa, recimo, kaj jim ni všeč, ne. Tako da tam je bilo pa spet po svoje zanimivo, lepo. Je pa drugače, Ljubljana je pač recimo drugačna. Pa Kompare je pa čudak, ne? On je napisal knjigo o sebi, da je čudak. Ja, to moram se pohvaliti, jaz sem imel pogovor v tej knjigi z njim, ne, smo imela v Agapeju, smo imela uro pa pol dolg pogovor, ne, tako da... Ja. Ne, on recimo bi rekel tako, tudi tak zanimiv človek, marsikaj proba, tudi tako se mi zdi, da v življenju je že tudi marsikaj izkusil, tako da ima kar življenjske izkušnje. Pa bi rekel, ko se loti ene stvari, jo kar proba speljati do konca. No, to je tak zanimiv, bi rekel,
Zanimiv možakar, no? Če se lahko jaz sem majčken umešam, tle se mi zdi, da sta si gospod Marko pa Tone v Trnovem kar podobna, glede tega, da imate zraven pastoralnega dela še veliko toliko enih drugih aktivnosti, tako da sta res oba ful zanimiva, res. Ja, kar probamo, da ni samo veru, ker to je, se mi zdi, kar malo, no? Če je fajn, da je tako, a veste, ljudje smo zelo različni, ne? In potem en je bolj za šport, en je bolj za muziko, en je bolj za, recimo, kaj rad ustvarja, a ne, recimo, imamo tudi pri nas, recimo, enkrat na mesec se dobimo, pa z otroki, pa starši tudi, če pridejo zraven, ustvarjamo razne stvari. Zdaj smo, recimo, delali prejšnji teden, ne, 14 dni nazaj, recimo, obeske za smrekco iz papirne tehnike, partičkove tehnike, to naj morda poznate, ki v bistvu partičke, tako bi rekel, čist, tako jih razplastiš, a ne, in potem pa recimo na en predmet, ne, mi smo pač imeli izrezane tako kot krogce ali pa smrekce, naneseš recimo lepilo, tam mekol za les in potem to gor, recimo ta papir, robček gor pritisneš, a ne, in je potem to zelo taki lepi okraski pridejo, no, tako da je fajn. Pol recimo, ne, kuharske tečaje smo že omenili, se pravi kuhamo, potem imamo eno skupino gospa, ki so že upokojenke, ki pa skupaj ustvarjajo, od klekljanja, ene z glino delajo, ene kvačkajo, skupaj se dobijo za 3 ure vsak ponedeljek in recimo malo poklepetajo, pa vsaka dela kakšno svoje delo, pa si potem tudi malo med sabo pokažejo ali pa se kaj naučijo. Tako da je, bi rekel tako, prijetno s koristnim druženje in še učenje, no. Ja, različni smo ljudje in je treba potem ene take različne stvari, načine pač poiskati, no, da se vsak nekje lažje najde, no. Irena, izvoli, beseda je tvoja. Nimaš mikrofona. Irena, no. Irena. Ja, se opravičujem, nekaj sem je vmes. Jaz bi vas rada vprašala, kakšen je vaš odnos do psov vodičev? Kajti jaz imam tukaj, imam 2 župniji blizu, ampak nobeni župnika nista glih vesela, da jaz prijem k maši s psom vodičem, potem pa v bistvu sem tudi nehala hoditi, zato ker ne maram ljudi vznemirjati. Ljudi imam sicer precej na svoji strani, ampak župnika sta pa kar precej proti. Torej, takole vam bom rekel, gospa Irena. Jaz imam zelo rad pse, sem videl, da imate kužka luštnega. Ja, sem pa v Medžugorju, bila sem prva slepa uporabnica s psom vodičem, prej sem imela labradorca, zdaj imam prvega kodra v Sloveniji. Sem pa en duhovnik me je vrgel iz cerkve. Ja, okej. Lejte, takole bom rekel. Najprej malo duhovnikom v zagovor. Mnogi duhovniki sploh ne vejo za pojem pes vodnik. Dejansko ne vejo. In če jim ti nekaj govoriš, da je pes vodnik, on sploh ne ve, o čem ti govoriš. A ne? Tako da jaz bom rekel, seveda, v cerkvu ponavadi vedno je cerkev za ljudi, ampak pes vodnik je kakor, če rečemo temu v tej vlogi, kakor človek spremljevalec in dejansko ima dostop povsod. A ne? Tako da bi bilo mogoče tako, ne, pač nekako duhovniku treba tudi to povedati, da je pač, mislim, razen če te on pride potem domov iskat, ne, pa te pripelje, pa te bo potem tudi odpeljal, a ne, saj to lahko, če je kakšen duhovnik to pripravljen, čudovito, ampak pes nam tukaj tako olajša delo, da je dejansko dobrodošel, a ne, mislim, pes vodnik je kakor človek spremljevalec, pika. Goran, izvoli. Tako da, gospa Irena, če v takdaj priletela, kar pridite. Če vas bo v svetu, pa rečete, župnik je dovolil. Gospod Marko, Dušan. Jaz bi se nadovezal na to... Goran je, potem pa ti brane. Jaz bi se nadovezal na Irenino vprašanje, a to se ne da prek škofovske konference, pač, da bi se župnike opozorilo na ta problem, da bi oni pač naprej to vsem župnikom sporočili, da so psi vodiči pač obvezni spremljevalci. Ja, v bistvu, jaz mislim, da na tem, ne samo v duhovniškem svetu, ampak tudi v drugih
bom rekel, na drugih področjih, je treba tole kar zelo ozaveščati. Zato, ker se mi zdi, da recimo primer bom dal, no, jaz recimo mogoče pač to izkušnjo imam, ker sem ljudi poznal, ki so to uporabljali. Recimo jaz imam eno faranko, ki ima psa vodiča, ne, in samo enega gospoda, ki je bil slep, ker je pač po vojni je pač po eni bombi tolkel kot otrok in mu je roko utrgal, pa oslepel je, a ne, je mu tudi psa vodnika. Tako da, a veste, meni je to, jaz sem se s tem srečal. Veliko ljudi se s tem nikoli ne sreča in potem pač on gleda tega psa, pač kaj ta pes ne dela. Ne. On pa ne ve, da je ta pes, so tvoje oči, ne, in še marsikaj drugega. Ne. To so recimo... Še zakon krši tak župnik, ki ne dovoli. Ja, ne, ampak, a veste kaj, gospa, se pravi, to oni ne vejo, to je treba, ozaveščati je treba ljudi, to v bistvu, to bo najbrž trajalo nekaj časa, ampak če se o tem govori, potem je to, ljudje to zvejo in potem so tudi, a veste, tudi malo bolj razumevajoči, a veste, če pa ne ve to prvič videti, pa si reče, kaj pa ta pes dekle, a ne, mislim, potem pa pač meče ven, ne, in bom rekel, reagira pač tako, kot pač ne bi smel, no. Brane, izvoli. Glih to sem hotel povedati, da zakon o zaščiti živali jasno govori, da ima pes vodič slepe osebe pravico vstopa v javne prostore in javna prevozna sredstva. Tako, ja. Recimo sam primer, se spomnim, ko je ta zakon začel veljati, bil objavljen v Uradnem listu, 2 meseca po tistem so pa pisali iz Adria te letalske družbe, kaj bo pa zdaj, ali bo toliko ur pes noter, brez da bi lula, pa tako naprej, in so jim pojasnili nazaj napisali in potem stvar v redu stekla, ne. Tako da je tudi to enostavno poznavanje tudi zakonodaje sistema, jasno ob sprejetosti, tako ste rekli, gospod Marko. Tako, ja. Ja, zdaj sem se nekaj spomnil, ne. Bili ste tudi nadškofijski tajnik, ne, pri Uranu. Jaz si zdaj predstavljam, zjutraj ste prišli v službo skupaj z Uranom in ste najprej zapela. A je bilo tako? Ni bilo glih tako. Ker namreč Uran je bil dober pevc, da jaz se ga spomnim, tako da, no, pardon. Ja, tako vam bom rekel, recimo, no, nadškof Uran je bil drugačkar dosti tak miren človek, no. Moram pa reči, da med ljudmi se je pa izredno razživel, tako da bom rekel, midva glih pela skupaj nisva, kadar sva bila pa med ljudmi, sva pa velikokrat dejansko res skupaj pela, to pa drži. Torej, njemu je bila pesem tako med ljudmi, mu je bil en tak povezovalni element, ki se mi zdi, da ga je izredno dobro znal izkoristiti in tudi prinesti ogromno, bi rekel, ene take dobre volje pa veselja ljudem, no. Tako da, ja, v tem je bil malo unikaten, no, tudi če gledamo tako recimo celotno, bom rekel, škofovsko sceno, je bil kle unikaten, no. In ljudje se ga potem, večinoma pravzaprav potem spomnejo, no, da je zelo dobro in tudi rad pel, ne. Pa tak je bil, ni se bal ljudi, vedno je bil rad med ljudmi, tako, je bil zelo tak izredno neformalen, no, če bi temu tako rekel, no, to pa res. Ob njemu pravzaprav nisi imel nikoli občutek, da je recimo, rekel, mislim, ne me narobe razumeti, nikoli nisem imel občutka, recimo, da je nadškof, a veste, on je vedno, tudi če mi je kaj rekel, tudi če je bilo treba kaj, recimo, kaj reči, kar ni bilo v redu, a ne, je vedno bil prijazen, vedno je bil tako s taktom, ne, tako da tukaj ga moram pa dejansko res kar pohvaliti, no. Z zelo, zelo grenko izkušnjo, ne? Ja, potem je imel, a veste, ampak bom tako dodal, je bila zelo grenka izkušnja, čeprav, a veste, ljudje so ga vedno imeli za svojega in so ga tudi tako ohranili, je pa potem tudi on, ko je malo nazaj gledal na to izkušnjo, je seveda vedno rekel, da je bila grenka in da jo ne bi nikoli več rad doživel, ampak je znal, to mi je bilo pa zanimivo, odkriti in si tudi priznati, da je tudi v tej težki izkušnji, bom rekel, marsikšno, pravzaprav tudi marsikšno milost morda ali pa izkušnjo ali pa tako, če bi rekel, tudi dobrega dobil, no. Nič ni samo slabo, no, to je videl.
tudi on, no? Ko je gledal nazaj, ko je bil po situaciji, pa takrat se pa to je seveda zelo grenko, to je dejstvo. Goran, izvoli. No, hvaljen Jezus. Jaz bi prvo... Halo, ne slišimo te. Gorana malo prekinja, malo vas prekinja. Mogoče ima slab signal. No. A si? Ja, Wi-Fi mi nagaja. Aha. Zdaj pa dela, gospod. Ajde. No, upam. No, tako da hvala Dušanu in hvala za te Zoom kavice, zelo domiselno in hvala, da bo še naprej to vodil. Halo? Ja, slišimo se, gospod Goran. Ker gori. No, dobro. Zdaj, zelo zanimivo je poslušati in hvala vam, gospod Čižman, za vse te teme, ki smo jih odpirali. Ne. Pa jaz sem pričakoval, ko sem videl napoved, da živilska šola, pa kuharski tečaj, pa to, da se bo danes govorilo predvsem o kakih božičnih večerjah in teh menijih v teh časih. Pa to, še nismo končali. Lahko tudi to, kaj spregovorimo. Ja. Bomo. Čeprav, ko pa Dušan si ti omenil prej, ne, če prepozna človeka, mislim, kaj bo naročil ali kaj, ne, me je spomnilo res na eno knjigo, stregel sem angleškemu kralju, ko opisuje enega mladega natakarja, ki sta z starejšim izkušenjem se pogosto stavlja, kaj bo gost naročil, ne, ker oni izkušeni je že točno vedel po konstituciji, pa to, ne, kakšno bolezen mogoče nosi v sebi, ali kaj, ne, pa bo kako dieto naročil, ne, ali pa po narodnosti. Pa to. No, pa se slišimo? Ja, ker izvoli. Zdaj se pa tako dobro slišimo, da vas samo poslušamo. Ja, meni pa skozi nekaj prekinjal, ampak gospoda bi pa še to vprašal, mislim, glede, da je iz ene stroke potem prešel na teološko in vemo, da je to dolg in težek študij, ne, in mnogi gimnazijci ga ne končajo. In kak je imel kakšne izkušnje glede poteka samega študija? Vse čestitke vam, gospod Čižman. Hvala. Torej, študij dejansko je dolg. Zdaj, recimo, jaz sem imel že eno izkušnjo faksa, prej tako, da meni osebno se ni zdel toliko hudo težek. Edino, kar je bilo, recimo, mogoče bolj težko, je bilo to, da je bil kar tempo, saj za nas bogoslovce, je bil tempo izpitov kar velik, kar pomeni, da si naštudiral en izpit, čez 3 dni si mogel že na drugega, potem pa čez par dni spet na tretjega, a ne tako, da si mogel že med letom že v bistvu malo sproti delati, če ne je bil ta čas malo kratek. A ne, ker mi smo pač nekako se je od nas tudi pričakovalo, da naredimo v bistvu vse izpite že do počitnic, a ne, da se čim manj pušča za september. In v tem smislu, ja, je bil tempo kar, ampak kot sem rekel, glede na pač prejšnjo faks, ki sem možno malo izkušen, potem ni bila to kakšna taka huda sila. Pa tudi, veste kaj, na faksu je to, je fajn, da si že malo navajen, da znaš daj tudi past. Pač, da ti profesor reče, ni zadost, pa da potem veš, da to ni konc sveta, ne? Da greš domov, pa ti zdan se ne lotaš knjige, greš rajš v gmajno, ali pa plavat, ali pa eno tortico, pol pa drug dan pa na polno zagrabaš in gremo naprej. A ne tako, to je pač tako, kot v življenju, se mi zdi recimo ena taka tudi šola za življenje, da ko je pač včasih se zgodijo slabe stvari, ali boš obupal pa jokal, ali boš pa šel na torto, ali pa nekam na sprehod, pa rečeš, da le si malo moči nabiram, jutri pa začnemo na novo, ne. Tako, no. Jure, izvoli. No, jaz sem pa eno... Ja, izvoli, Jure. A se slišimo? Jaz imam samo eno vprašanje glede pač najmeni duhovniki, ki se ukvarjajo z odganjanjem določenih, ne vem, urokov, poltergeistov, pa to. Se ukvarjate tudi kaj s tem? V bistvu ne, malo poznam to zadevo. Torej, veste, to včasih si mislim, kaj bi temu rekel, no? Mogoče, recimo, čisto zelo na kratko, tega, hvala Bogu, ni veliko. Če se pa zgodi, je pa dostikrat pomaga že, ni nujno, da je treba takoj duhovnika klicati, veliko že pomaga, če ljudje molijo ali pa z blagoslovljeno vodo blagoslovijo in prostor, ne. To je tako, da duhovnik recimo pride mogoče res v skrajnem primeru,
pa tudi duhovnik na koncu koncev, tudi mi recimo vedno molimo k Jezusu, ne? Ker Jezus je tisti, ki odganja slabo. Ne? Mi nimamo v tem smislu moči, samo dovoljenje od njega, da to lahko v njegovem imenu naredimo. Ne? Tako da ljudje dostikrat pozabljajo, koliko lahko že sami naredijo. Ne? Molitev je močna zadeva. Ne? En blagoslov z blagoslovljeno vodo, čeprav se nam zdi to kar neki, ne? To deluje. Ne? To so stvari, ki pomagajo. No? Duhovnik pride lahko potem, če že res če res ne gre drugačne se tem. Ja. Dobro, hvala. Lavica. Ja, a se slišimo? Tako Jože, ja. Ja, izvoli. A se slišimo, ne? Ja, izvoli. Gospod Marko, mene pa zanima, zdaj pa malo za hec, malo pa tudi za res. Kako se pa študentsko življenje študentov teologije razlikuje od onega konvencionalnega življenja študentov? Joj, veste kaj, predvsem potem, da se ne zapijemo in ne žuramo preveč. Je bilo tako, veste, pa molimo več, ne, to tradicionalni študentje manj molijo, bolj žurajo. Mi smo pač mogli kar vsak dan, kar tudi moliti, pa Maša je bila. Moram pa reči, da smo si od časa do časa pa tudi malo privoščili, recimo, ne, kaj da bi pretiravali. Se spomnim enkrat, to je bilo že junija, smo že v glavnem z izpiti zaključili in zelo smo se dobro razumeli s sošolci, nas je bil kar tak dosti močen letnik in je rekel ti, a gremo ven na eno pijačo? Pa gremo, ampak to je bilo že po 8 uri načeloma nismo več ven hodili, veste. Recimo čist nestandardno, ne. No in pač, ampak seveda, mi smo že pola, veste, no kakorkoli, tudi ključe že dobiš, tis ni tak problem. V glavnem, gremo na pijačo, gremo. In smo šli kot letnik na pijačo v Staro Ljubljano, kakšen je sok, kakšen je per, v glavnem nismo pretiravali. In potem pridemo seveda nazaj, ne vem, kdaj je bila ura, ob 10. In nas je glih rektor, to je hišni predstojnik dobil. In rekel, ja fantje, ja kaj zdaj kle? Jaz smo rekli, ja malo smo šli van na pijačo. Ja kako ste šli van na pijačo? Ja saj smo šli skupaj, cel letnik. Ja pa kako? Ja smo rekli, no, pač, lejte, vse prišli smo trezni domov, pa normalni. In to je to. In smo šli kar vsak po svoje in je rektor kar sam ostal tam na hodniku. In pol ni bilo nobene sankcije, nič ni težil. Sej na koncu koncev, jaz vedno rečem, ni problem, kam greš, problem dober je, da veš, s kom greš, pa da priješ normalno nazaj. To je za življenje šola. Goran, izvoli. Gospod Marko, jaz bi rad vprašal, ko ste bil študent, sigurno ste videli lepa mlada dekleta. Joj, pa ne za mene. Ja, vedeli ste, kaj vas čaka, pa me zanima, a se bo v bodoče kaj spremenilo ta celibat, ali bo še zmeri tako ostalo, kakor je? Lejte, tako le bova rekla, prepustimo to enemu od naslednjih papežev, kaj bo naredil, drugače vam bom pa tako rekel. To je včasih... Naše osebno stališče me zanima. Ja, no, torej, tako bom jaz rekel, lejte, mi si dostikrat predstavljamo celibat kot zdaj pa ne smeš nič, ne žensk sploh ni, uči sam dol in tako. Lejte, jaz ogromno delam na župniji tudi z ženskami. In bi rekel, v tem smislu nisem tako osiromašen za to obliko komunikacije. Imam veliko sodelavk, ki so ženske, odlično skupaj delamo in so, bom rekel, zanesljive in tako. In se tudi pohecamo in kdaj skupaj tudi tako, sicer ne glih, da je eno kar vozil tam, ne, ampak recimo nas gre pa par, pa gremo tudi kaj nekšno večerjo ali pa gremo kam recimo nekšen izlet. Tako da, ja, v tem smislu pravzaprav sem veliko tudi z ženskami in so zanimiva, čudovita bitja, je treba to kar priznati. Edino bi rekel v tem smislu ne morem jim pa dati, da bi rekel eni, zdaj sva pa midva rezervirana samo zate, ne. To pa ne, ker, a veste, jaz imam kle veliko faranov, pa moraš pač biti nekako na voljo vsem, če si do nekoga preveč, tudi sicer, če si do nekoga preveč samo za njega, a veste, ljudje smo tako malo kot otroci, tako kot da bi oče se recimo samo z enim otrokom ukvarjal, druge pa ne bi šmerglo, ne. Pač za vse si moraš vzeti čas, In
zdaj tako, no, če ste me pa vprašal prav po osebnem mnenju, vam bom pa čisto takole rekel. Torej, kaj bo naprej, ne vem. Ampak je pa res zelo odvisno. Če ima duhovnik, če bi imel, recimo, pač vem, jaz poznam tudi kakšne evangeličane, duhovniki, ki so pač pastori, pa imajo žene, imajo otroke, bom rekel tako, če ima pač duhovnik ženo, ki srcem živi za to zadevo, ki ima rada ljudi, ki rada dela podobno delo, kot ga dela pač njen mož, potem dejansko je to čudovito. Če pa je taka, da ga pa hoče res bolj zase, je pa to lahko velika bremza. Težje on dela, pa potem mu skozi, teži, pa zakaj nisi zvečer z nami, ker veliko našega dela je zvečer, je pa potem lahko tudi en razlog za veliko slabe volje. No? Tako da, po svoje je ena taka dilema, kaj je bolje in tako. No? Prednosti ima eno in prednosti ima drugo. No? Hvala. Izvoli, Slavica. Ja, gospod Marko, kaj pa ženske kot duhovnice? Tako je. Pojasnem, zdaj še Goranu malo nazaj, potem bom pa vam še. Namreč, gospod Goran, v tradiciji cerkve, se pravi v zgodovini cerkve, so obstajali tudi poročeni duhovniki, ja? Se pravi, tudi v prvi cerkvi poznamo diakone in duhovnike, ki so bili poročeni. Lejte, Peter konkretno je imel taščo, kar pomeni, da je bil poročen. Se pravi, če je ena stvar bila že kdaj v zgodovini cerkve, se pravi, da je že kdaj bila, se vedno lahko tudi obudi, če je potrebno. Če pa nikoli ni bilo, to pa zdaj že Slavici odgovarjam, pa ne moreš jo kar izmiselce. Ne, se pravi, duhovnic v smislu takem, kot danes poznamo delo duhovnika, ni bilo v tradiciji cerkve nikoli. So pa bile diakonise, ki so pa recimo opravljale, recimo, bom rekel, predvsem delo obiskovanja bolnikov in skrb za vdove. Ker saj veste, zdaj tudi malo Gorano govorim, saj veste, ena mlada vdova in pol tam je en duhovnik hodil in se je lahko zapletel hiter, ne. Čela pa ena diakonisa, pa saj veste, si je mislila je bilo to precej bolj varno področje, ne. Se pravi, prav duhovnice kot duhovnice, tega v zgodovini cerkve ni bilo nikoli, ampak kot sem rekel, so pa bile diakonise in če bi kdaj se pokazala potreba, da recimo se to upelje, da se potem lažje skrbi za, bom rekel, ženske, za vdove, za bolnike, potem seveda ni noben problem. Okay. No, zdaj gremo še pa na eno temo. Dušan. Pardon, Joža, oprosti, izvoli. Jaz bi pa rad povedal to, da sem jaz hodil v zavod za slepo pa slabovidno mladino, pa ki je on govoril o tem rezanju z nožem brez, da gledaš. Takrat, ko sem jaz hodil v osnovno šolo, je bila ena Selakova milica, ki je učila gospodinstvo in ona izmena nam rekla, pridite rezati banano, da smo se naučili rezati z nožem. Me pa zanima ena stvar. Jaz sem drugač doma z Bohinjske Bele, pa če ste kdaj sodeloval s tem Janezom Burjom, ki je tudi župnik. Janez Burja je skoraj moj sošolec. Skoraj. On je bil, mislim, da 2 leti za mano je bil posvečen, tako da se poznava. Nismo pa, da bi pa prav kaj, ne vem, toliko sodelovala, tako v kakšnih takih pastoralnih zadevah, pa v bistvu ne. On je gorja bolj v hribih. Ja, on je z moje vasi tam Bohinjska Bela, on je Šnetov gospod. No, bravo. Ja, je pa to, kar ste rekel, rezanje banane. Vedno je treba trenirati nož na mehkejših stvareh,
ker za trše stvari potem moraš ti imeti že malo grifa, kako se nož drži, da ti kam ne spodleti, kot se temu reče. Skozi mehko stvar nož vedno gre lepo in je varno, skozi kakšno trdo pa moraš presne dobro tudi roko že držati, da ti kam ne spodleti. Je pa pravilo, čistko, če tudi kdo ne bo glih šel na kakšen tečaj, pravilo je, da vedno nož obračaš, se pravi spodnji del, kjer se reže, mal na desno, mal na ven, se pravi stran od roke, zgornji del pa v bistvu vlečeš po prstih, se pravi lahko zgornji delom lahko pritiskaš na prste, spodnji del pa je mal odmaknjen stran od prstov in skoraj ni nevarnosti, da bi se urezal. Dobro, še eno temo moramo narediti, prevajanje, ne? Ja. Zdaj, predno bomo šli na prevajanje, bi jaz povedal osebno izkušnjo. Jaz v mladih letih smo klicali duhove, ne? Ja. In je to je ena zanimiva izkušnja, ratalo nam je, zdaj pač kakor je ratalo, ne? Ali pa smo si domišljali. Potem sem pa srečal pa Rafka Vodepa. Ja. Poznate Rafka Vodepa, ne? Ste slišali za njega? Osebno ga nisem nikoli pravzaprav videl, ampak vem za njega. No, on je bil direktor Mohorjeve družbe v Celju in je bil tudi uradno potrjen eksorcist s strani Vatikana, ne? Ja. No, in moram priznati, da mi je tista izkušnja z njim, sicer nismo nikoli o tem govorili, ampak nekako smo potem nehali, ne? S temi klicani duhovi, ne? Tako da je možno, da je tudi to njegova nekako, bomo rekel, zasluga, ne? Ja, recimo, ampak hotel sem reči, zdaj tole prevajanje, Niki Krus, ne? Ja. Teci, sinko, teci, pa hudič nima matere. To so dve izredno, bom rekel, brutalne knjige. Glede na to, da ste tako pozitivist in te zadeve, kako to, da ste se zdaj lotili prevajanja teh knjig in celo za birmance ste jih namenili, ne? Saj prvo, teci, kar kruto, ne? Ja, ne? Ja, dejansko prva, ta Teci, sinko, teci, čeprav ima zelo nedolžen naslov, je res kar brutalna. Mislim, jaz sem v bistvu zakaj sem se lotil prevajanja te knjige? Meni je ta knjiga prišla v roke pred leti in jaz sem takrat rekel, tole morajo birmanci prebrati. Zato iz dveh vidikov. Prvič, da bi videli, kako so oni dostikrat blagoslovljeni, kako imajo pravzaprav v primerjavi z mnogimi ali pa z nekaterimi ljudmi na svetu tako lepo in lahkotno življenje, da si tega niti predstavljati ne morejo. Recimo, ta ima v familijo, kjer ga je mater razbila, recimo tako, dobesedno, ko boks vrečo, recimo, pa fotar, pa to. Pa je seveda ratal delikvent, kako pa ne bi ratal tak problematičen tip, če imaš doma, skozi, bi rekel, te nekdo dol tlači in tako ne, pač nekje pa moraš. No in druga stvar, zaradi katerega sem pa to knjigo želel prevesti, kaj Bog lahko naredi iz življenja človeka, ki je zavožen za ljudi. Oni so rekli, iz tebe nič ne bo. Ti imaš sam še električen stol in sam, da se te odkrižamo čim prej, ne. In recimo, da, mislim, Bog lahko tako poseže v življenje enega človeka, in dejansko iz enega kriminalca, ne, ki je še ljudi ubal, ne, naredi, bom rekel, pozneje družinskega očeta in človeka, ki recimo danes mnogim mladim daje upanje kljub visokim letom. Mislim, to sem rekel, to je pa za mene ena fascinantna zgodba. No. Meni je bil recimo, oziroma tako bom rekel, ne, se pravi, on je bil človek, ki pravzaprav ni nikogar imel rad, ne. On je sovražil, ta Niki Krus je sovražil vse. Njemu ni bilo ničesar sveto, ne. Ampak potem je srečal pa enega sodnika, ne, ki mu je rekel, poslušaj fant, ne, jaz imam toliko starega sina kot si ti, ne. Je rekel, ti rabiš nekoga, da ti pove, da pravzaprav obstaja tudi ljubezen, ne. In jaz mislim, da je bilo to tisto, kar mu je dalo misliti, ne.
da ga v bistvu, da se sistem kot tak ni spravil na njega in rekel, v 18 letih sem bil 21krat pred sodnikom, mislim, pa dajmo še 22krat se obsoditi, ne. Ampak da je nekdo rekel, lej, vse v tebi pa nekaj pozitivnega, ne. Ja, moj je pravzaprav srečo, da je dejansko se srečal z neparimi ljudmi, ki so mu pa res obrnili smer. Tudi en psiholog je bil, ki mu ga je mislil, da celo ta sodnik predpisal, ki je bil pa včasih član tolpe in je pač bil en dan ali 2 dni je bil z njim, tako da ga je malo v bistvu tudi ocenil psihološko in ga je potem enkrat tudi zelo zagrabil, ga je prav zagrabil in dvignil, je rekel, lej, klele, je rekel, jaz imam klele rano od po licu, vratu, dol do prsi je imel, je rekel, jaz sem bil tudi v tolpi, ne, in to sem odbojal, je rekel, da ti kle se z mene neki, ne, mu je hotel pokazati, da sta v bistvu na istem nivoju, ne, da je tudi on je bil nekoč v tolpi, ampak ga je pa spet postavil na noge, je rekel, fant, pazi se, ker če boš takole nadaljeval, dejansko te kmalu ne bo več, ne. Ne, to ga je mal, je tudi sam priznal, da mu je dal mal misliti, a ne, bi rekel, en tak splet okoliščin in ljudi, ki so v bistvu, bom rekel, pritisnili tudi na tisto njegovo pozitivno plat, a ne, koliko je še bilo, je pomagal, da se je pa res dečko zrihto, ne. Predvsem ta duhovnik, ne, ko je hodil k njemu, pa je rekel, lej, Jezus te ima rad, ne. Ja, totalno. In je hodil med vsemi temi bandami, ki so mu grozili, da ga bojo ne vem kaj vse, ne. On mu je vse gumbe z obleke porezal z nožem in je rekel, še enkrat prid pa tam zaklal. In je prišel čez 2 dni spet in je rekel, jaz sem šokiran, kako, da je rekel, mene so se vsi bali, vsi. Je rekel, zakaj se me ta ne boji? Je rekel, pa jaz sem videl, da se je on tresel od strahu. Ampak kaj je v tem človeku, da je zmogel ta strah premagati? Ne? Je rekel, to me je pa čist fasciniralo, ne? Je tako pozneje pol prepodval, ne? Je pa zanimivo, ne, da je spremenil življenje nekaj, kar je po mojem najtežje, ne. On je v okolju, v katerem je rastel oziroma je zorel, ne, je dejansko začel počasi spreminjati način življenja in mišljenja, ne. Ja. To je nekaj najtežjega, kar lahko, jaz vem, ko sem delal z enim narkomanom tukaj iz ljubljanske narkomanske scene, sem videl, kakšne težke probleme je imel pri tem, ne. Kaj te skozi oni nazaj vlečejo, ne? Ja, ne. Priti nam, koš to je brez veze, pa tako, ne? Ja, to je hud boj. Potem ta hudič nima matere, mi je pa zanimivo, ne, to v tem smislu, pravzaprav, kako je v bistvu ga mati preklela in se mu ga je odrekla, ne, in to je nekaj, po mojem, nekaj najhujšega, kar lahko človek doživi, ne, da se ga družina odreče in da ugotovi, da pravzaprav ga znotraj družine nimajo radi, ne. To je res, ja. Ne. To je huda izkušnja. Torej, naslov je mogoče malo krut, hudič nima matere, ampak on ga sam pojasni, potem tudi v knjigi, da je to v bistvu kot en rek med špansko govorečimi ljudmi, čeprav je ta nima matere, ne, da to pomeni, ta je nepopravljiv, ne. Se pravi, on je v bistvu nekako sporočilo te knjige, te druge knjige, to je v bistvu, mislim, da je zadnja njegova knjiga, ki jo je napisal pred leti. Torej, sporočilo te knjige je, hudič je nepopravljiv, je zelo sposoben, marsikaj zmore, ampak Bog je močnejši. Ne? In potem niza te zgodbe, kar nekaj takih, ker pozna veliko ljudi, kako v bistvu Bog včasih tako načrte ali pa življenjsko zgodbo človeka spremeni, mislim, da se zdi skoraj mogoče kar malo čarobno, no. Dobro, zdaj pa greva na Božič. Božiča, ne? Ime Božič izhaja iz tega, ker je mali Bog, ne? Majhen Bog, ja, majhen Bog je Božič. Božiček, Božič, ne? Ja. In je to glih postavljen v čas, ko se začenja spet svetloba, ne? Do zdaj so se dnevi krajšali, zdaj se bojo začeli daljšati, oziroma, ne? V tem smislu, ne? Ja. Zdaj, kaj vam osebno pomeni Božič? Meni je Božič pravzaprav, mi je, tako kot bom rekel, bom odgovoril, tako kot se mi zdi, mogoče veliko ljudi bo rekel,
je družinski praznik, ki je pa, bom rekel, pri meni pravzaprav že od mladosti povezan tudi s to versko noto. Mi smo recimo, jaz nisem bil nikoli navajen recimo kakšnih bogatih večerji, recimo za recimo 24. ali pa za Božič, ampak smo vedno pojedli nekaj, mislim, dobrega, ampak ne vem, Puran se boj, da je na Božič. Ja, mi smo v bistvu, če vam po pravici povem, kar pečenice pa malo vzela, pa še kos kruha in to je bilo dobro. Ali pa kakšen dojk? Ja, ker smo, a veste zakaj, mi smo v bistvu vsi skoraj sodelovali tudi, recimo, mi otroci smo sodelovali pri otroškem zboru, ati je pri odraslem zboru, in smo v bistvu relativno doma bili, da smo recimo hišo blagoslovili, zmolili, pojedali, potem smo pa že mogli kar leteti. Tako da ni bilo v tem smislu tistega kot družinskega praznovanja, da bi mi posedali dolge ure. Mi smo pač pojedli in leteli. Tako da je bilo mogoče bolj drug dan kot božični dan, je bil pa tak malo bolj umirjen, ali smo šli kam na obisk, ali so pa kakšni k nam prišli, ampak spet, v bistvu smo jim dali kakšno potico, čaj, mislim, je bilo povezano z dobro hrano, ampak nikoli pa ne vem, koliko zelo veliko. Tako da, imam pa zelo lepe spomine, recimo, ko smo recimo delali jaslice, ali pa smo recimo pel, tudi mi doma smo tudi vsi imamo posluh, in ati, mami in torej vsi otroci, in smo potem take praznike vedno tudi, bom rekel, obeležili s petjem. Z bratom sva znala kitaro oba dva igrati, tako da tudi, bi rekel, to so moji spomini na to božične praznovanje. Veliko petja, pa v tem smislu bolj druženje, molitev, blagoslov hiše, to. Danes je pred vami veliko dela, jaz zdaj končujem počasi, ko sva se pogovarjala, ste rekel, joj, pa v petek imam na Božič, imam veliko dela. Takoj bom leto, ko končala. Upam, da bomo kratki, zdaj smo že uro pa pol tukaj. Sam še eno vprašanje, zdaj upam, da če še bo kdo kaj vprašal. Kaj si boste danes skuhal? Danes si bom skuhal, samo da jaz malo pomislim. Zdajle, kar bom jedel, bom pravzaprav tazga bolj konkretnega jedel za kosilo. Tako da, evo, bom povedal po pravici. Pojedel bom 2 koščka pice, ki sta mi od včeraj ostala, in eno dobro juho si bom naredil. Pa za glavno jed si bom pa dal eno, bo rekel tak, bolj morski sadeži varianta, pa malo čebulce, pa malo česenčka, malo peteršila, pa malo, bom rekel, te paradižnikove, ne mezge, ampak prav te zmiksanih paradajzov, pa se to fajn prekuha, pa nekaj teh testeninc še zraven in to bo to. Super. Zdaj, v Svetem pismu ni neke hrane, posebej omenjene, to lahko tudi kdaj drugič gremo na to temo. To se pravi, zdaj, če njim, a imaš še kdo kako vprašanje? Ja, jaz bi še nekaj, Dušan. Izvoli, Jože. Jaz sem enkrat, sem se tako z ljudmi pogovarjal, eni pravijo, da moraš za Božič pa za nov let jesti svinjsko meso, svino, ker svina rije naprej. Ja, kura pa razkopava. Ja. Kura pa razkopava, ja. Bravo. Torej, takole vam bom rekel, gospod, najboljša rešitev bodo pečenice. No, tako je. Ali pa kakšno dojk, ni slabo. Goran, ti si hotel vprašati nekaj, kako se... Domače. Goran, a lahko jaz postavim vprašanje, ki si ga ti hotel, ali ga boš ti? Kar povej. Ja. Goran sprašuje, glede na to, da ste bili v Bosni v vojski, če znate skuhati kaj bosanski lonc. Goran, če vam povem po pravici, nisem ga še nikoli skuhal, verjamem pa, da je odličen, ker je veliko zelenjave in veliko mesa in to ne more biti slabo. Tako. Ali lahko še jaz nekaj vprašam, Dušan? Izvoli, Slavica.
Zdaj za krščansko cerkev je, rimokatoliško cerkev je Velika noč največji praznik. Ampak če gledamo zdaj po tej ljudski varianti, je pa to Božič. Kaj mislite, to ta komercializacija prispeva k temu? A veste kaj, mislim, da je bolj ta, komercializacija bi pravzaprav lahko bila tudi za veliko noč, ampak se mi zdi, da so ljudje bolj nekako palijo na to, če rečem zelo po domače, zaradi preprostega sporočila, da je to se zgodilo v družini. In vsak od nas na nek način pravzaprav, če je imel kolikor toliko lepe doživetja v družini, vedno pogreša družino in išče nekaj podobnega, kar je tam doživel. Se predpostavljamo, da je bila to ena taka normalna družina, ki je v redu funkcionirala. In zato je to sporočilo, se mi zdi tako pravzaprav lepo, se pravi oče, mama, otrok, ona dva sta skupaj držala, sta za otroka nekaj sprobala dobrega narediti, ga zaščititi. To je v bistvu sporočilo, ki mislim, da je nadreligiozno pravzaprav, je čisto osnovno človeško, da ga vsak takoj vzame za svojega, ker vsi to rabimo pravzaprav. Zdaj pa še povejte. Goran iz Maribora. Aha, pardon. Kaj da je Goran? Čakaj, samo Goran. Jure je prej dvignil roko. Ja, jaz bi sam vprašal, če se vrnemo spet nazaj k hrani. Zdaj tale bosanski lonec, kaj je to v bistvu? Kakšna čorba, kaj je to, ko ste rekli, da je veliko mesa noter, ko zelenjave, kaj je to? Bo Goran povedal. Ok. No, drugi Goran, ker... Goran Badicović. Goran iz Maribora, očitno so dva Gorana. Ja. Goran B. Bosanski lonec je pač specialiteta iz Bosne, ki pač je noter, kot je rekel že pater, polno zelenjave, mesa in raznih dobrot. Jaz točno priprave res ne vem, ampak je vsega je noterno, nikar ni. To bi morali probati, tako da... Poglejte malo po internetu, predvsem je pa zadeva, to je tako kot pri golažu, predvsem se mora pa dovolj dolgo kuhati, ne toliko zdaj, da vse razpade, ampak da je mehko, da je vse mehko, vključno z mesom in takrat je šele prav tista pravi čar hrane. Pa še v velikih količinah v kotlu je najboljši. Se strinjam. Ok, čemo končati, ne? Ko vidim, da gospod... Oprosti, ker prej si pač rekel, da še drugi prej dvignili roko, jaz bi samo pač to omenil, ker toliko o hrani zdaj govorimo, mi vedno pride pač na pamet iz ene božične pesmi, Sveti Jožef govori za večerjo me skrbi, a Marija ga tolaži, saj večerje treba ni. To lahko zapojmo. Jaz nimam posluha. Anica, boš ti zapela? Lahko? Kiro? No, dej. A to? Kar to. Ja, to se od začetka tako začne. Poslušajte vsi ljudje, Sveti Jožef mesto gre. Sveti Jožef in Marija gresta v mesto Betlehem. Sveti Jožef in Marija gresta v mesto Betlehem. Ko pa z mesta prideta, prenočišče iščeta. Oj, ti mesto betlehemsko, danes nočeš prenočit. Oj, ti mesto betlehemsko, danes nočeš prenočit. Sveti Jožef govori, za večerjo me skrbi, pa Marija ga tolaži, saj večerje treba ni. Pa Marija
ga tolaži, same večerje trivali. No, dotlej sem jo. Bravo, hvala. Evo moj aplavz. No, zdaj, gospodu Markotu se verjetno že mudi, ker danes mora še obiskati, ne vem, bolne in tako naprej. Tako da, jaz bi zdaj končal tukaj na tem mestu. Hvala, da ste zelo zaposlen človek, da ste se udeležil in je res tisto, kar piše na vaši strani. Župnik Marko Čižman je prijazen in izredno razgledan župnik s pravo širino za današnji svet. No, evo. Tako da upam, da se s tem strinjate, jaz pa upam, da bova midva kdaj izpeljala tale kuharski tečaj za slepe. Ja, no, lejte, ni problema, bomo naredili kaj takega, da vam bo prišlo še kaj prav. V redu. Hvala vam, vsem skupaj, hvala gospod Marko. Lep dan, vesel in blagoslovljen Božič. Poklonaj. Lepo se lejte. Se pa vidimo čez 14 dni. 7. Čez 14 dni bomo se pa pogovarjali o Brajici. Ja, krasno. Hvala gospodu Dušanu, ki nas je zbral tako lepo, ne? Ja, res. Hvala vam vsem skupaj, adijo, srečno, zdravo, veselo. Boga vam lepo praznujte.